Naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Bratje in sestre, z veseljem smo se danes zbrali s Kristusovi daritvi, med katero bo duhovnik Jernej Marek sprejel službo župnika. Kot arhidiakon ga bo v imenu našega gospoda nadškofa postavil v službo župnika župnije Rovte. Skupaj bomo prosili svetega Duha, naj ga razsvetljuje pri odgovorni službi, ki jo danes sprejeli. Vas pa, bratje in sestre, posebej še člane župnijskega pastoralnega sveta, ključarje in druge sodelavce, prosim, pomagajte mu in ga podpirajte, da boste s skupnimi močmi uspešno gradili Božje kraljestvo v tej župniji. Poslušajmo odlok o imenovanju duhovnika Jerneja Mareka za župnika v župniji Rovte. Lahko se usedete. Dragi soldat, magister Jernej Marek, s tem odlokom vas 27. avgustom letos razrešujem služb upravitelja župnije Ručine in duhovnega pomočnika v župniji Poljane na Škofjo Loko ter imenujem za župnika župnije Rovte. Vaše pravice in dolžnosti so naštete v kanonih zakonika cerkvenega prava. Vsako nedeljo in zapovedan praznik boste opravili svetomašo za župnije. Skrbeli boste za verski pouk otrok, mladine in odraslih, delili zakramente, duhovno oskrbovali bolnike in vodili Božje ljudstvo, tudi s pomočjo pastoralnega sveta in drugih laičnih sodelavcev. V povezavi z župljani in njihovimi zastopniki si prizadevajte za duhovno oblikovanje župnije in vestno opravljajte cerkveno premoženje, ki vam ga bo izročil dekan Nofor Richteršič. Vaša posebna skrb naj bodo duhovni poklici. Službo nastopite v sredo 27. avgusta letos, dan nastopa službe po župnijskem uradu sporočite ordinarijat. Na župnijo vas bo z mojim pooblastilom umestil arhidiakon Sebastian Vikar. Podpisano veroizpoved in prisego po priloženem obrazcu ter izvod izročitveno prevzemnega zapisnika pošljite ordinarijat. Iskreno se vam zahvaljujem za duhovniško delo, ki ste ga opravili v župnijah Ručine in Poljane na Škofjo Loko. Gospod dobro pozna trud in potrpežljivost, pa tudi preizkušnje, ki so spremljale vaša prizadevanja. Naj vam bo za vse Gospod bogat plačnik. Prosim Gospoda, naj vas tudi prihodnje spremlja s svojim blagoslovom pri krepitvi zdravja in nadaljnjem duhovniškem delu. Prisrčno vas pozdravljam, monsinjor Stanislav Zore, nadškof. Amen.
spoznali tvojo moč in modrost, v nebesih pa se veselili sadov smrti in vstajenja Kristusa tvojega Sina, ki s teboj v občinstvu Svetega Duha živi in kraljuje vekova. Bronasta kača, podoba križa. Berilo iz 4. Mojzesove knjige. Tiste dni se je ljudstvo naveličalo potovanja. Govorili so zoper Boga in Mojzesa. Zakaj sta nas izpeljala iz Egipta, da umremo v puščavi? Kajti ni kruha, ne vode in taborna jed se nam že gavi. Tedaj je Gospod poslal med ljudstvo strupene kače, pikale so ljudi, tako da je veliko ljudstva iz Izraela umrlo. Tedaj je ljudstvo prišlo k Mojzesu in so rekli: grešili smo, ker smo govorili zoper Gospoda in zoper tebe. Prosi torej Gospoda, da od nas vzame kače. Mojzes je prosil za ljudstvo. Nato je Gospod rekel Mojzesu: naredi si strupeno kačo in jo obesi na drog. Kdorkoli je ličen in jo pogleda, bo živel. Mojzes je napravil bronasto kačo in jo obesil na drog. Če je koga kača pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je ostala živa. To je Božja beseda. Amen.
Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen sin človekov, da bi vsak, kdor vam veruje, imel večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor vam veruje, ampak imel večno življenje. Bog namreč ni poslal sina na svet, da bi svet obsodil, temveč, da bi svet po njem zveličal. Hristusov evangelij. Dragi brati in sestre, spoštovani gospod župnik, jaz sem mlajši od njega, tako da moram kar lepo s spoštovanjem pristopiti do njega danes. In moram priznati, da sem med začetkom bil malce v zadregi, ker nisem prepričan, če sem prav tvoj Rivek izgovoril. Nisem, ne? Dobro, ampak je bolj pomembno, da ga oni znajo izgovoriti, ti boš pri kofetu potem po maši bova že poračunala, prav? Torej, mislim, da je danes za vašo župnijo lep praznik in lep dogodek. Kako rečeno, nismo pozabili na vas. Od smrti gospoda župnika Janeza ste bili pravzaprav prizadeti, ne samo zaradi njegovega odhoda, ampak tudi zato, ker je bilo to občestvo brez pastirja, ki ga potrebuje za rast v veri, ki ga potrebuje za to, da jih vodi in opominja in tudi z njimi živi. Pomenljivo danes obhajamo praznik povišanja Svetega križa, praznik krščanskega znamenja, ki je v veliki meri najprej pohujšanje. Kaj to pomeni? Kristus prihaja ne zato, da bi prišel k nam s prazno in puklo tolažbo, ampak da bi nas ozdravil z resnico, ki velikokrat tudi boli. Božja beseda, ki jo prinaša, deli. To je dejstvo. Tudi tako, da nas postavlja v neprijeten položaj. Ne preseneča to, da je Bog za rešitev ljudi izbral samo po sebi strup. Križ, ki je znamenje trpljenja, ne more biti nekaj dobro. Na križu niči. In od Boga res morda ne bi pričakoval, da bo uporabil znamenje mučenja in velikega trpljenja zato, da bo prišel do človeštva, ki je ranjeno zaradi greha. Vendar nam tukaj prihaja lahko na misel prispodoba iz vsakdanjega življenja, žal nekako vedno bolj doživljamo tudi prisotnost ali pa znova prihajajo na plan kače, ki nas opominjajo, da je Bog po svoje ustvaril svet, tudi živali, ki nosijo v sebi strupenost. In ko izkusimo ugriz, kaj nas ozdravi? Proti strup, ki je narejen iz kačjega strupa. Zakaj bi potem Bog bil proti naravi in delal drugače? Vzame tisto, kar je bilo strup. Znamenje greha, znamenje trpljenja in bolečine. In gre sam iskati ta strup, če temu tako rečemo. In potem ljudi odreši s tem, da se pusti pribiti na križ in umoriti. In Bog ne prihaja samo s križem. To bi bila spet senzacija in prazna slava. Vznemiril bo še bolj. Pustil bo do konca se razbiti, umreti strahotne smrti, da bo pokazal, v kako neizmerno globino gre iz ljubezni do grešnih ljudi. Spominjam se nekega koncerta, ki smo ga imeli na drugem koncu sveta,
Navzoča je bila tudi veleposlanica, znana politična oseba, ki seveda ni bilo dano razumeti razumevanje krščanskih znamenj. In je vmes rekla, ko je gledala veliko razpelo na pouku v cerkvi, a ni že čas, da ga snamejo? Ne, ni čas. Nikoli ne bo tega časa. Še vedno visi in tudi bo. Vedno znova pokrižan, ker želi odrešiti z nedeljeno ljubeznijo in dokončno. Kaj pa njegov križ kot znamenje pomeni za nas, njegove učence? Vemo, da že majhen, če tudi zlat obesek, lahko zelo vznemiri. Koliko so morali prestati naši predniki, še posebej vaši predniki, ki so javno pokazali na to znamenje življenja, ki so ga morda nosili okrog vratu. Vendar mi smo prepričani, da uporaba tega znamenja, da priznavanje, da služimo Kristusu na križu, prinaša izpolnjenost, zato ker vemo, komu verujemo. Dragi gospod župnik, torej na pomenljiv praznik sprejemaš službo župnika v rokah. Na pomenljiv praznik, ker boš tudi ti, kot vsak duhovnik, ki vzame svoj križ in ga nosi za Kristusom, svojim velikim učiteljem. Gotovo danes sprejemaš tudi znamenje teže križa, ne samo nagrade. Crucis premium pomeni nagrada križa, ki jo Kristus prinaša vsem, ki pogumno vzamejo svoj križ in ga nosijo za njim in bodo tako nekoč deležni, tako verujemo, njegove dokončne zmage v tem svetu. Jezus pa prinaša tudi crucis bonus, kar pomeni težo križa, breme križa in sam zagotavlja, da kdor ga vzame, ga ne bo sprejel kot breme, ampak kot nekaj lahkega, ker ga bo vendarle nosil za svojim zgledom in učiteljem. In želim, da bi vzel to dvojno merilo tega našega znamenja, tako nagrado kot težo, da bi pogumno prenašal tudi vse napore v svoji službi in zaupal, da je Gospod tisti, ki ti ga nalaga in ti ga bo tudi pomagal nositi. Vas pa povabim, da po njegovem župnikovem zgledu tudi sami pogumno spet vzamete svoje križe in jih nosite skupaj s svojim pastirjem, ki prihaja med vas tudi s svojo človeškostjo. Človek iz mesa in krvi je potreben tudi vaše pomoči in sodelovanja. Če kdo, sem prepričan v to in glejte, da me ne boste razočarali, ne svojega župnika, še posebej pa ne svojega škofa, če kdo ste prav vi, kar dober zgled tega, kako skrbeti in kako delati s svojim duhovnikom. Naj se ta vera ne omaja in naj ne postane bolj pukla. Dragi sobrad, v skrbi za rast Božjega kraljestva na zemlji je naš Gospod poslal apostole in učence po vsem svetu in njim naročil. Učite vse narode, krščujte jih in učite jih izpolnjevati vse, kar sem vam zapovedal. Danes ti Gospod izroča svoje ljudstvo in nalaga odgovornost, da boš za vas skrbel kot dober pastir. V veroizpovedi, ki jo boš izpovedal, je zaklad Božje resnice, ki naj bo tebi in tvojim župljanom učim vodilo na poti k Kristusu. V prisegi zvestove, ob sprejemu službe župnika, pa boš obljubil zvestovo cerkvi in svojemu škofu ter skrbno upravljanje župnijskega premoženja. Jaz, Jernej Marek, župnik župnije Roke, verujem strpno vero in priznavamo vse in posamič, kar obsega veroizpoved namreč. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari,
in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta vajen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen nepostajen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega razgledečenja prišel iz nebes in se v telesu po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek, je tudi križan za nas, od Poncija Pilata je trpel in bil prav položen in tretji dan je do mrtvih vstal, obličevanjem pisma in je šel v nebesa, sedem desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodnih življenj in njegovemu kraljestvu ne bo konca in do svetega duha, Gospoda, ki oživlja, izhaja od Očeta in Sina, ki je od Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je volil pokrejovi in v eno sveto katoliško apostolsko cerkev priznava enega spoštovanja in pričakuje sprejem mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Trdno vero verujem vse tisto, kar veruje napisana in izročena Božja beseda in kar cerkev bodi si slovesno odločitvijo, bodi si z rednim in vesolnim učiteljstvom predlaga za verovanje, kot od Boga razoleto. Zato trdno sprejemam in se bom držal prav vsega, kar glede verskega in nravnega nauka cerkev dokončno določi. Poleg tega z versko poslušnosti volje in razuma sprejemam nauke, ki jih izrečeta bodi si rimski papež, bodi si zbor škofov, ko nastopata kot avtentična učitelja, če tudi nimata namena teh naukov dokončno razglasiti. V Rovtah dne 14. septembra 2025. Prisega zvestobe ob sprejemu cerkvene službe. Jaz Jernej Marenk, ob sprejemu službe župnika župnije Rovte obljubljam, da bom vedno ohranjal občestvo s katoliško cerkvijo v besedah, ki jih bom govoril in svojim delovanjem. Zelo skrbno in zvesto bom izpolnjeval dolžnosti do cerkve, tako vesolne kot delne, ki me je poklicala, da v njej po predpisih cerkvenega prava opravljam svojo službo, v izpolnjevanju naloge, ki mi je zaupana v imenu cerkve, bom ohranjal neokrnjen zaklad vere, ter ga zvesto podajal in razlagal. Izogibal se bom napačnim naukom, držal se bom ureditve, ki je skupna celotni cerkvi, in jo pospeševal. Ravnal se bom po vseh cerkvenih zakonih, posebno tistih, ki so v zakoniku cerkvenega prava. S krščansko pokorščino bom sprejemal, kar škofje izjavljajo kot avtentični učitelji in razlagalci vere ali določajo kot voditelji cerkve. Zvesto bom pomagal krajevnim škofom, da bo apostolsko delo, ki ga je potrebno opravljati v imenu in po naročilu cerkve, potekalo v občestvu cerkve. Prisegam pri živem Bogu, da bom v skladu z zakonikom cerkvenega prava po kanonu 1283 meni izročeno premoženje dobro in vestno opravljal. Tako mi Bog pomagal in njegov sveti evangelij, na katerega polagam svojo roko. V Rovtah dne 14. septembra 2025.
Sprejmi knjigo Evangelija. Z besedo in zgledom poznajo vso Božjo resnico. Sprejmi ključe župnijske cerkve in ključ tabernaklja. Bodi dober oskrbnik Božje hiše in sveti skrivnosti. Sprejmi bogoslužni molitvenik. Kot dober pastir rad moli z zaupanimi in verniki. Dragi brat župnik Jernej, izročam ti župnijo Rovte in te postavljam za župnika te župnije. Skrbi za zveličanje vseh ljudi, ki bivajo v tej župniji. Skupaj z vsemi navzočimi ti želim Božje milosti in blagoslova. Bog pa naj ti podeli vse potrebne darove Svetega Duha, pa tudi zdravja in moči, da boš mogel z veselim srcem služiti svojemu ljudstvu v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Brati in sestre, križ je po Jezusovi smrti za nas znamenje življenja, zmage in ljubezni, zato prosimo usmiljenega Gospoda Jezusa. Naj cerkev z besedo in zgledom pogumno oznanja veselo novico odrešenja. Prosimo, da nas sliši. Naj politiki prepoznajo pomembnost krščanske vere in njene vloge v sodobni družbi. Naj mladi kristjani odločno vključujejo za svojo vero med vrstniki. Naj bolni in osamljeni prek svojega trpljenja odkrijejo moč tvoje ljubezni. Naj bodo vsi pokojni, ki so v življenju nosili križ velikih preizkušenj, deležni tvojega plačila. Jezus, naš odrešenik, usliši naše prošnje in nas podpirajo v prizadevanju za dobro, naj v stiski še bolj občutimo tvojo bližino, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Amen.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in velično je. Res, spodobi se in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujem. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Človeški rod si sklenil odrešiti s skrivnostjo križa, da bi od tam uskrilo življenje, odkoder je šla smrt. Sovražnik, ki je na drevesu v raju zmagal, je bil na drevesu križa premagan po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi tudi našo hvalico, ko ponižno pojemo. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, razvalil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Thank you.
popolni o ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in o Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš rešenik nam naroča in Božji narod, da smemo tako. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmirjeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni upanja pričakujemo prihod našega rešenika Jezusa Kristusa.
duša Kristusova osvetli me, telo Kristusova zveličaj me, kri Kristusova napoji me, voda iz strani Kristusova operi me, trpljenje Kristusovo utrdi me, o Jezus usliši me, ne sprejmi me, od tebe se ločiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, obudi moja smrti pokliči me, in tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki palikte na veke. Jezus, Marija, Jožef, vam podari svoje srce in svojo dušo. Jezus, Marija, Jožef, svetovi vzdravi zadnji govor. Jezus, Marija, Jožef, ne združi z vami in različim svojo dušo. Presveto srce Jezusovo, Marija, brez madeža spočeta. Molimo, sveti nesmrtni Bog, nahranil si nas svetimi skrivnostmi. Jezus Kristus nas je svojim križem odrešil za življenje. Naj nas povede v slavo stajenja, kjer s teboj živi in kraljuje vekoma. Najprej vodovim tem. Jutri je bolj žalostne Matere Božje. V torek sveti Kornelij, papež Ciprian Škof in mučenca godujeta. V sredo Robert Bellarmino, škof in cerkveni učitelj, v četrtek sveti Jožef, duhovnik, v petek sveti Januari, škof in učenec, v soboto Andrej Kim, duhovnik in drugi korejski učenci. Prihodna nedelja bo 24. nedelja med letom, nedelja svetniških kandidatov. Balaga, Nilovec, Strle, Majcel, Gordon, Mahnič. Sedaj pa maše v tem tednu. V ponedeljek bo maša zvečer ob 19. za pokojne starše, brate in sestre Sušnik, rote 54. V torek zvečer ob 7. za pokojno Magdo, Magdaleno Gorenc. V sredo zvečer ob 7. za pokojne starše in brat Franca Lukana, Petkovec 45. V četrtek zvečer ob 7. za vse pokojne Pišarjeve, Rotarske Živrše 35. V petek zvečer ob 7. za vse pokojne Kržišniki in Črnogori, Rote 5. V soboto ob 9. bo sveta maša na vrhu svetih treh kraljev, ob 11. pa tukaj v Rotah zahvalo za 60 let življenja, ter za popoldne pa bo tudi poroka, torej maša za srečen zakon in poročni red. V nedeljo ob 8. za parame, ob 10. v zahvalo Materi Božji, Petkovec 23. Še ostalo oznanila. Hvala za darove, ki ste jih namenili za cerkev. Veroučno leto bomo začeli jutri 15. septembra po urniku posameznih razredov. Dragi otroci in mladi, z veseljem vas vabimo, da se pridružite petju in tako obogatite bogoslužje naše župnije. Otroški pevski zbor za otroke do 4. razreda vodi zborovodkinja Valentina. Mladinski pevski zbor za otroke od 5. razreda dalje in tudi srednješolce vodi zborovodkinja Monika. Vaje obeh zborov poteka
vsako nedeljo ob 9. v župnišču. K petju lepo vabimo tudi odrasle, da svojim pevskim danom polepšate bogoslužje. Dragi mladi, pred nami je nekaj posebnega, Stična mladi 2025. V soboto 20. septembra se bo v Stični zbrana mladina iz vse Slovenije. To je dan, ko praznujemo vero, prijateljstvo in veselje do življenja. Čakate bogat program, koncerti, delavnice, šport, pričevanja, sveta maša in seveda ogromno dobre družbe. Stična je priložnost, da spoznaš nove prijatelje, da odkriješ, da nisi sam v svoji veri in da se navdušiš za življenje z Bogom. Torej, lepo povabljeni mladi v Stično. Vabilo iz šentjoške župnije. Na Šentjošku ima zdanje argentinski bas baritonist Luka Debelec-Majer, koncert prihodnjo nedeljo 21. septembra ob 19. uri. Nastopil bo v Farni cerkvi v Šentjošku. Letošnji koncertni program je posvečen Devici Mariji. Prisrčno vabijo, da se udeležite tega glasbenega dogodka. Torej danes teden ob 19. Dan žalujočih obhajamo na slovenskem navod žalostne Matere Božje, jutri torej. Pri sveti maši se bomo spomnili vseh pokojnih, ki jih nosimo v srcu, ter molili za vse, ki žalujejo in iščejo tolažbo. Prisrčno vabljeni k molitvi in skupnemu iskanju miru in tolažbe. V teh bo spominska slovesnost sveto mašo v nedeljo 5. oktobra ob 11. Iz Rov bo organiziran avtobusni prevoz, ki odpelje v Bosni. Prijave sprejema podjetje Jurbus osebno ali na telefonski številki objavljeni na oglasni deski. Prisrčno vabljeni, da se skupaj udeležimo slovesnosti in počastimo spomin žrtev. Na upravnih enotah lahko do 5. oktobra podprete referendum proti zastrupitvi bolnikov in še druge referendume. Pobudniki prosijo za podpis in molitev za zaščito bolnih in starejših. Na oglasni deski so objavljeni tudi moji kontaktni podatki, številka mobitela, potem elektronski naslov, objavljamo pa tudi vladne ure v župnišču, ki bodo v ponedeljkih od 16. do 17.30, ob torkih od 10. do 12. ter ob petkih od 16.30 do 17.30. Seveda ste dobrodošli v župnišču večer ste doma. V teh terminih me pa zagotovo dobite. Jutri začenjam sprejemati tudi namene svetih maš. Šovec, ženi Ožbet Reven, sin Roberta in Tadeja rojenec Deskovec, po poklicu gradbinec, katoliške vere, samski, rojen 21. novembra 1998 v Postojni, bival je v Rotarskih Živršah 16b, župnija Rota. In nevesta Tija Ševal, hči Petra Juga in Elizabete Ševal, po poklicu medijski tehnik, katoliške vere, samska, rojena 5. februarja 2001 v Ljubljani, biva Rote 104, župnija Rote. Mlada poročenca priporoča v molitve. Tako pred blagoslovom bi se zahvalil našemu arhidiakonu Sebastianu Nikarju. Zdaj, kaj je arhidiakon? Ne vem, če da... A veste, kdo je arhidiakon? Ste že kdaj slišali? Ste dobro, to pomeni. Arhidiakon je nekdo, ki skrbi za več dekanij. Kako se imenuje?
Mi smo četrti arhidiakonat, torej pa veden notranske tone. Ja? In on je tisti, ki rešuje vse težave na terenu, ki se pojavljajo. A si prav? Žal prav. Je nov, torej se uvaja. Hvala, Sebastian, da si bil doma z nami, pa še krat hvala. Naj bo Gospod z vami. Bog vse tolažbe naj vodi vaše dneve v svojem miru in vam podeli svoje dobro. Rešuje naj vas vsakega nemira in utrjuje vaša srca v svoji ljubezni. Podari naj vam živo vero, upanje in ljubezen, da boste naredili na tem svetu čim več dobrega in srečno prišli v večno življenje. To naj nam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti